Argument, da bi danes govorili nemško, če ne bi bilo partizanov, je pogost, a zgodovinsko in logično ne vzdrži. Čeprav so partizani igrali pomembno vlogo na domačem terenu, ne nosijo glavnih zaslug za poraz nacistične Nemčije, te nosijo ZDA, Sovjetska zveza, Velika Britanija in drugi zavezniki. Čeprav so bili med partizani tudi narodno zavedni Slovenci, so bili glavni cilji Osvobodilne fronte, prevzem oblasti in izvedba komunistične revolucije. Slovenski narodni interesi so bili podrejeni ideologijam in političnim ciljem komunistične partije. Argument se pogosto uporablja v smislu, če si proti partizanom, si proti Slovencem, po klasični formuli, če nisi z nami, si proti nam, kar ustvarja enačenje kritike partizanstva s nasprotovanjem slovenskemu narodu, kar je veljalo tudi za vse uporniške sile na Slovenskem, kot na primer Tiger, ki niso bile pod okriljem Osvobodilne fronte. In osamosvojitev leta 1991 in dejstvo, da danes govorimo slovensko, se ni zgodilo zaradi revolucije, ampak kljub njej. Slovenci so tistega leta zavrnili enopartijski sistem, ki so ga po vojni pomagali vzpostaviti ravno partizani. In tako je samostojna Slovenija nastala kot zavrnitev preteklosti, ne kot njeno nadaljevanje.